Ok, super, hvala Marko, no, ker si se odzval mojemu vabilu. Z veseljem. Ja. Veš, kako sem mislil, da bi začela, ne? Za tiste ljudi, ki niso hodili na ekonomsko fakulteto, ni jih verjetno toliko, ne? Ker je fakulteta toliko velika, da malo poveš o svojemu ozadju, mogoče akademskem, profesionalnem ozadju, toliko, da dobimo kontekst, zakaj se s tabo glih o tem pogovarjam. Jaz sem dejansko že vse svoje odraslo življenje, po srednji šoli sem na ekonomski fakulteti, z nekaj izleti izven ekonomske fakultete sem študiral do diplomski študij. Sem bil na ekonomskem oddelku denar in finance, ne. Torej, zdaj po osnovni izobrazbi sem monetarni ekonomist. Potem sem študij nadaljeval na našemu MBA programu, oziroma zdaj to tržimo kot IMB program, še zmeraj najboljših programov, tudi že vrsto let se uvrščan med 100 najboljših na FT lestvici. Potem sem pa nadaljeval doktorat, sem šel bolj v statistiko, del doktorata sem opravil na Nizozemskem in kasneje pa sem začel prevzemati predmete statistične. Zdaj, jaz delam aplikativno statistiko, tako da se ukvarjam z vse vrste problemi. Tudi zdaj že 4-5 let nazaj sem začel redne kolumne pisati v časnik Finance. In zdaj tam vedno neke aktualne teme, in vsaj leta 2017 je bilo strašno aktualno tudi kriptovalute in bitcoini in sem takrat malo več začel o tem. In mislim, sem trenutno v Sloveniji en redkih, ki se tudi akademsko vsaj malo ukvarja s tem, vsaj na ta način, da mentoriram magistrske naloge na to temo. Tako da, kar je znanstvene literature, sledim na tem področju, nasplošno s kriptovalutami in tudi nasplošno, kar se kaj dogaja v praksi. Zato smo zdaj pač tle. Ja. Kdaj si se pa v bistvu srečal z tehnologijo Bitcoin? A je bilo to leta 2017, da si se konkretno potopil v to? Spremljal sem ga že malo prej. Je pa res, da 2017 je bila moja prva investicija. Tako da pred tem res nisem, priznam, da ne. In kakšen pa je bil tvoj kot nek tak strokovnjak za monetarno politiko, si rekel, ne? Kakšen je bil tvoj prvi vtis, ko si slišal o tem? Stvari so mi bile precej zanimive. Tudi sama tehnologija, sicer sama tehnologija, tudi white paper, ki ga je dal Satoshi ven, se večinoma ukvarja s temi pomanjkljivostmi plačilnega sistema, transakcijskega sistema. Kar je bilo po svoje zanimivo. Zdaj, jaz tudi v preteklosti sem se večkrat srečal s temi transakcijskimi sistemi, tudi sistemi medsebojnih pobotov, vsi sistemom plačevanja med bankami. Tudi vem, da je to včasih kar problem, sploh takrat, ko gre za banke, ki so monetarno zelo ločene. Se pravi, če gre za banko, ki je del evrosistema, tle stvari grejo kar hitro. Zdaj, če hočeš ti denar na Švedsko nakazati, gre to relativno hitro, v dnevu, dveh. Medtem ko, ne vem, če greš pa ti plačevati, ni nujno, da je fizično oddaljena država. Recimo v Bosno lahko denar potuje tudi cel teden. Ali pa iz Bosne sem. Tako da z tega vidika so te plačilni sistemi, ker se vse skupaj zgodi relativno v trenutku in zelo zanimivi. Kar se tle seveda ne dogaja v trenutku, je kako sploh priti v nek monetarni sistem. Ker de facto vsaka kriptovaluta, ne samo Bitcoin, vzpostavi neko svojo monetarno ekonomijo po svoje. Se pravi, stvari, dokler se dogajajo znotraj tega, so znotraj tega. In na nek način je to, da greš v neko kriptovaluto ali pa ven iz nje, je to, kot če bi kupil neko drugo relativno eksotično valuto, eksotične države, recimo. Sej tukaj si ene par stvari odprl oziroma potencialnih smeri, ker rekel si, da gre za plačilno sredstvo, saj na začetku je bilo tako zamišljeno, pa imamo pa še tukaj drugi use, ki se nekako prihaja v spredje zadnja leta, in to je kot hranilec vrednosti. Mislim, takole te bom vprašal, a svet po tvojem mnenju sploh potrebuje recimo Bitcoin?
Jaz mislim, da je v tem trenutku to malo tudi irelevantno vprašanje. Zdaj ga ima. Mogoče je bilo to vprašanje leta 2008, ne? A je to potreboval ali ga ni, ne? Zdaj pač ga imamo. Ampak ni adopšna, ne? Nismo v nekem zenitu ali pa na nekem vrhu adopšna. Ne? In zato sem tudi vprašal, ne? A je smiselno, da gremo naprej po tej poti, ali pa ti misliš, da bomo šli po tej poti, ali je pač... Mislim, uporabniška izkušnja Bitcoina za enega povprečnega uporabnika, ne? Zdaj, vprašanje, če imamo take med poslušalci tega podcasta, ne? Ampak za enega povprečnega uporabnika ni uporabniška izkušnja zelo prijazna. Ne? Pač tle je treba kar veliko tega. Ne? Mislim, že prej sploh ugotoviš, ne? Kako prideti do neke kriptoborze, preko katere potem to kupiš. Ne? Sej vmes, recimo 2017, ne, so bili te Bitcoin bankomati in tako naprej, bi bila stvar kar zanimiva. Ne? Ja, mislim, za adoption, za štem plačeval, ne, to ni. Ne. Pa seveda vse ostale funkcije, ki ne bi jih nek denar delal. Ne. Ne, to je to hranilc vrednosti ali ni. Ne. Zdaj, to, da lahko ne, od petka do ponedeljka zgubiš 20% vrednosti, to za večino ljudi ne bo ravno izpolnjevalo kriterija, da to je pa soliden hranilec vrednosti. Ne. Ja, mogoče na tej točki bi rekel, glede adopšna, a ti je v redu, da tako malo ping-pongava, da enako se dogaja, po moje se je dogajalo s kjerokoli tehnologijo, ki je drastično spremenila svet. Ne. Zdaj, če čisto pogledava tehnologijo avtomobilov, ne. Na začetku je bila uporabniška izkušnja grozljiva. Ne. Cest ni bilo, se pravi, ceste so bile narejene za kočije, bencinskih črpalk ni bilo, guma ti je počela, nisi imel opcije za zamenjati enostavno, nisi mogel poklicati tam za seja. Ne. In v bistvu takrat, čisto zgodovinsko, se te argumenti ponavljajo. Ne. Se pravi, ko je neka tehnologija v svojem začetku ali pa v infanciju, po angleško, obstaja ogromno težav, ne, okoli tega, pa uporabniške izkušnje. Ali pa primer interneta. Seveda moja babi ali pa niti moj oče leta 1994 niti približno ne bi mogla uporabljati interneta ali pa e-maila. Ne. Ampak s časoma, ne, user experience, user interface, to se vse nadgrajuje in se menja. Ne. Tako da jaz tukaj mislim, da smo mogoče toliko zgodaj, da je to razlog, da uporabniška izkušnja ni toliko dobra. Absolutno. Ne. Zdaj, eno je to, ne, zdaj, tle obstaja recimo zelo veliko konceptov iz ekonomije, ne, ki jih lahko pripeleš not, ki ti marsikaj pojasnijo. Ne. Recimo en tak zanimiv koncept tle so prav te mrežne eksternalije, ne, in ta uporabniška izkušnja, kot si jo prej opisoval, ne, avtomobili pa ceste. Ne. To je en tipičen primer mrežne eksternalije. Ne. Zdaj, več, ko imaš ti avtomobilov, ne, če imaš ti veliko voznikov avtomobilov, to ustvari en pritisk na to, da se naredijo ceste. Potem, ko so ceste, ne, pa je seveda uporabniška izkušnja za avtomobil boljša, ne, in to pritegne več voznikov avtomobilov, kar povzroči dodaten pritisk na to in se še izboljšujejo ceste. Ne. To je ta mrežna eksternalija. Več, ko imaš ti adopšna, ne, več je tega. Zdaj, je pa tako, ne, če bi recimo res uporabljali analogijo iz avtomobilov, ne, je to relativno zelo črna napoved za Bitcoin. Ne? Ker od tistih zelo zgodnih proizvajalcev avtomobilov, ne, ni nobenega več. Ne? Ne? Zdaj, spravi, Ford je... Ja, ampak Ford ni bil eden od začetnikov. Je pa Ford v resnici naredil za avtomobilsko industrijo ta tekoči trak. Ja. Masovna proizvodnja predvsem je drastično znižal ceno. Ne? In to je tisto, kar je res izboljšalo uporabniško izkušnjo. Ne? Ta nižja cena. Ne? Dal je tisto, se pravi, naredil je to dostopno. Ne? Prej je bil to obrtniški izdelek. Ne, tudi recimo. Se ta analogija z začetnim razvojem avtomobilske industrije je pravzaprav kar dobra. Ne? A pa elektrike, sej karkoli. Ali pa elektrika. Nevarno je bilo, veliko ljudi je umrlo, ko so menjali žarnice. Recimo, še ena vzporednica, ki bi jo vlekel, je tle recimo to, da je na začetku tekmovalo več različnih tehnologij. Ne? In tudi recimo pri blockchainih pa pri kriptovalutah, ne, imamo zdaj več različnih tehnologij. Ne?
recimo v zgodnih fazah avtomobilskega razvoja, ne, so bili praktično vse vrste pogona, ne. Mislim, dobro, para je hitro šla ven, ampak motor z notranjim izgorevanjem, električni motor je bil na začetku dosti ekvivalenten, ne. Ne, ampak potem je zaradi tega, ker je nudil boljšo uporabniško izkušnjo, pač prevladal motor z notranjim izgorevanjem, dokler ni pol tehnologija baterij, ne, zdaj ne toliko dohitela vse skupne, da ti dejansko tudi električni avtomobil nudi dosti dobro uporabniško izkušnjo. Ne. In podobno je tudi tle, ne. Zdaj tle verjetno, ne vem, zdaj tehnologija, tle zdaj tekmujejo različni načini potrjevanja, ne, proof of work, proof of stake, Bizantinci, ne, zdaj, kaj od tega bo, ne, zdaj verjetno na dolgi rok, ne, se bo res izkazalo, da proof of work kljub temu, ne, da je varen, ne, je z tega vidika solidna tehnologija, je res to predrago, ne. Se pravi, preveč energije se porabi za vzdrževanje tega sistema, ne? Te prav razumem. Ja, eno je energija, ne, drugo je pa pol tudi same fizične investicije v Antminerje pa tako naprej. Ne. Zdaj, mislim, na splošno je to drago. No. Tako da, če se tle reši, zdaj, se podobno verjetno kot to, no, da rešiti treba določene tehnične probleme, ne, predvsem kar se varnosti tiče, ne. Ampak če bo to rešeno, verjetno ne, bojo cenejše, učinkovitejše tehnologije tle prevladale. Ne. Kar ne pomeni, da to pomeni pol konc Bitcoina, ampak pomeni se zdaj selitev Bitcoina na druge tehnologije. Kaj pa, če se na to, če želiš iti v to smer, recimo kot hranilec vrednosti, ne, da malo zanemarva to, zaenkrat vsaj, lastnost, da bi mi menjavali dobrine s tem, se pravi za manjše transakcije. Ne? Kako ti vidiš primerjavo med, ne vem, fiat denarjem, zlatom pa bitcoinom, glede na te, verjetno ste imeli, oziroma učite glih to, lastnosti dobrega hranitelja vrednosti, ne? Ne vem, to, da mora biti trajno, ne? Se pravi, blago ne sme biti pokvarljivo ali zlahka uničljivo, ne? Se pravi, pšenica ni toliko idealna zaloga vrednosti, ne? Pa imamo prenosnost, ne? Blago je potrebno zelo enostavno prenašati fizično, ne, v prostoru. Zamenljivost, ne? Preverljivost, deljivost, redkost, uveljavljena zgodovina, pa odpornost proti cenzuri. Ne? Se pravi, tukaj sem nekako naštel 8 lastnosti dobrega hranitelja vrednosti. Ne? In če greva primerjati skoraj vsako, no, mislim, me zanima tvoje mnenje, fiata, zlata in bitcoina, ne, jaz tukaj vidim osebno, ne, pa mogoče imam bias, da skoraj v vsaki zmaga bitcoin. Ne? Kot dober ali pa boljši hranitelj vrednosti. Mogoče samo pri točki 7 uveljavljena zgodovina, ne? Tukaj je zlato, pa tudi fiat ima nekako veliko prednost. Ne? Zdaj, tudi tale nepokvarljivost, ne? Zdaj, to recimo je... Trajnost, ja. Ja, ne. Recimo je tak mal provokativna situacija, ne. Zdaj, s čim od tega v žepu, ne, bi se najraj znašel sred džungle na Papui Novi Gvineji, ne. Ne. Zdaj, verjetno zumni domorodci, ne, lačnimi, ne, jim tekne tudi človeško meso, ne. Mogoče z zlatom bi še nekaj opravil, ne, bi jih mogoče vseeno fasciniralo, pa sveti se, pa fajn je, ne. Absolutno. Ne. Zdaj, s papirjem že vprašanje, ne, če bi jih kupil, ne. Mislim, z unim telefonom, ki pa ni tu internet, ni povezan, ne, to pa ne bi dobro upravil, ne. To je, ne, zelo je odvisno, ne. Zdaj, recimo, tudi to je en del te uporabniške izkušnje bil, recimo za samo plačevanje, ne. Kaj pa, če ni interneta, ne. To je recimo, že pri karticah je to problem, ne. Kdaj, ne, ni interneta, ne, pa ne moramo plačati s kartico, ne. Kamoli tle, ne, s tem denarjem, ne. Tako da, ja, mislim, večji problem tle hranilca vrednosti so ta cenovna nihanja, ne. Zakaj? Zakaj so nihanja problem pri hranitelju vrednosti? Ker ti, ko imaš nek hranilec vrednosti, ne, zdaj se ena od želja tle je, ne, da si ti sposoben to tudi relativno hitro likvidirati, se pravi transformirati v neko drugo sredstvo. Ne.
Zgodi se ti nesreča, enkrat rabiš denar. Zdaj, kaj pa, če se to zgodi ravno v času, ko je Bitcoin v dipu. In ta stvar sicer fajn gre, dokler mi zdaj gledamo zgodovino teh zadnjih 10 let, 11. Ja, 11 let. In to v povprečju skozi gre gor. Pa včasih malo pol pade dol, pa malo zastagnira, pa gre pa spet gor. Povprečje mislim, da je 200% na leto v zadnjih. Pa zato, ker je imelo vmes nekaj zelo finih let. Pa ne samo 2017, že prej je bilo, pa zdaj recimo imamo spet en tak Carlution Surge. Ampak vprašanje je zdaj, a to na dolgi rok lahko velja, je to sustainable. Mislim, prostora za to vsekakor je, ampak je pa to vse odvisno od tega, bojo ljudje še verjeli v to ali ne bojo verjeli. Ampak sej, dobro, kar se tega tiče, tudi fiat denar je tudi podobno. Ko se zgubi vira v fiat denar, tudi denar pade. Sej poznamo primere tudi preteklosti, napadov na valute, recimo. Zelo znanje, pozabil zdaj točno, kjerga leta je bilo, ampak zelo znanje tale Sorosov napad na funt. Pač, ko nekdo stavi proti neki valuti in dejansko dela transakcije na tak način, da se dejansko omaje zaupanje v to valuto. Ali pa prije do neke odločitve, centralne banke ali pa države na zadnje. In to pač pade vrednost neke valute. Tle vse na zaupanju, ampak konec koncev tudi vrednost zlata, večine vrednosti zlata je verjetno vira v to, da boš ti sposoben to zamenjati nekje v prihodnosti za enako ali večjo količino dobrin, ki jih dejansko rabiš. Sej prav zares denarja, zlata, kriptovalut, nihče prav zares ne rabi. Ti rabiš stanovanje, rabiš prevoz, poleg seveda topline in ljubezni, ki se jih ne da kupiti z denarjem. Ampak pravijo. Znan slogan, kreditne kartice in plačilnega sistema, Mastercard. Nekaterih stvari se ne da kupiti. Ampak ostale stvari, tiste, ki se pa da, jih pa želimo kupiti. Pač odložimo potrošnjo. Zato rabimo hranilec vrednosti, ker želimo trošiti nekje v prihodnosti. Ampak želimo biti koliko toliko prepričani, da takrat, ko bomo želeli trošiti, da bomo lahko trošili. In da bomo trošili v tem znesku, ne 30% manj ali pa 50% manj, zato ker je cena padla. Kako pa vidiš kle fiat, ali pa tako te bom direktno vprašal, to imam malo tako smešno vprašanje. Zdaj imaš ti recimo osebno 100,000 evrov v fiatu in želiš to shraniti za naslednjih 20 let. Shraniti želiš, ne želiš investirati, ne želiš delati s tem denarjem, ne vem. Se pravi, samo shraniti hočeš monetarno energijo, ki si jo zaslužil in jo prenesti v času naprej. Kako bi ti razporedil, kam bi v bistvu shranil to vrednost? Kaj bi uporabil kot hranitelja vrednosti, če imava te tri? Fiat, zlato, Bitcoin. Mislim, jaz vedno zagovarjam razpršitev. Samo eno, recimo. Kateri od teh dobrin vidiš kot najboljšega hranitelja vrednosti za naslednjih 20 let? Mislim, če imam samo to troje na izbiro, bi verjetno jaz vseeno bil toliko konzervativen, da bi zlato kupil. Ker 20,000 let zgodovine pa vseeno nekaj pomeni. Ja. Od kamene dobe dalje. To je res, ja. In to je v bistvu najbolj te prepriča ta zgodovinska pač uveljavljenost te dobrine. Mislim, to je res splošno sprejemljivo. In tudi v časih največjih kriz so pač ljudje šli v zlato in imeli zlato. In to dejansko res fizično zlato. In mislim, je tudi vedno enostavno preverljivo. Tudi če se v 10 letih se lahko marsikaj zgodi. Pač, napade nas
en solarni plamen, ne, in nam uniči vse komunikacije. Ne. Mislim, pol ti nekaj, kar je elektronsko, ne, kar temelji na omrežju. Ne, zdaj, mislim, to se lahko zgodi. Ne, recimo, ne, ta solar flare nam uniči vso satelitsko komunikacijo. Ne, in smo par let brez tega. Brez satelitov, ne, vsa ta omrežja, ne, to, da so tam farme bitcoinov nekje v puščavah kitajskih, ne, ali pa na Grenlandiji, Islandiji, nam to nič kaj veliko ne pomaga, če nimamo teh komunikacijskih kanalov. Ne. To se lahko zgodi. Ne. Ja, če želim, mislim, fizično zlato, pa še zmeraj fizično zlato. Ne. Ja, se čisto strinjam. No. A greva lahko malo na to monetarno politiko reševanja korona krize? Jaz sem čistko bežno, kot kako se reče, izpadli študent ekonomije, spremljal celo leto, v bistvu, kaj se je dogajalo v Ameriki, z tem quantitative easingom. Ne? A lahko malo razloživa ta termin za ljudi, pa v bistvu, če opišeš ti malo situacijo od začetka korone krize do danes, ko so, mislim, da prejšnji teden nov ta stimulus package potrdili. Ne? Tako malo za ljudi, ki ne poznajo toliko ekonomije. Mislim, kvantitativno sproščanje je nekaj, kar se ni začelo dogajati zdaj zaradi korona krize. Kvantitativno sproščanje je dejansko nekaj, kar opazujemo že več kot desetletje. To je bil takrat odgovor na prejšnjo finančno krizo, ne, in gospodarsko, torej 2008-2012. Ja, v bistvu gre tle za reševanje nečesa, kar je, temu rečemo, osnovna monetarna enačba. M krat V je P krat Q. Okay. Zdaj malo za širšo publiko. M je količina denarja. Se pravi, to je tisti fizični denar, ki ga, mislim, ni nujno fizični denar, večina tega denarja je v knjižni obliki, to je tam nekje na neki bazi podatkov. Ampak to je količina denarja, ki ga izdajajo centralne banke. V je hitrost kroženja denarja. Produkt tega naj bi bil enak cenam pa fizični količini dobrin v nekem gospodarstvu. Zdaj, kar se je dogajalo, zdaj, že finančna kriza 2008, in vse, kar je pol sledilo, je dejansko zelo zmanjšala hitrost kroženja denarja. Hitrost kroženja denarja je predvsem pomeni tole multiplikacijo denarja, se pravi, centralna banka posodi denar poslovnim bankam, potem pa poslovne banke to posojajo naprej. Tisti, ki si denar sposodi, seveda ta denar pusti na računu oziroma ga vrne na račun in poslovne banke to ponovno posodijo nekomu drugemu. Se pravi, denar, ki ga izda centralna banka, se multiplicira in kroži. In ta hitrost kroženja denarja je seveda zelo odvisna od tega, kakšne so razmere v gospodarstvu oziroma kakšen je ta sentiment, občutek, optimizem vseh akterjev. Seveda, leta 2008 je ta optimizem zelo padel, kreditna aktivnost se je zelo zmanjšala. V številnih državah je, zdaj, recimo v ZDA je to, kar je bistveno bolj svobodno tržno usmerjene, je tole se zgodilo precej interno, pač ljudje enostavno niso bili več pripravljeni kreditov jemati. V Evropski uniji je recimo bilo precej pritiska, predvsem iz teh jedrnih držav, Nemčija v največji meri, Nizozemska, tej frugality, varčnosti, in je pač se hitrost zmanjševala. Spravi, če ti pustiš količino denarja enako, hitrost se ti zmanjšuje, se ti ta produkt manjša. Pa imaš pa na drugi strani, se pravi, tam imaš pa cene, pa količine. Zdaj, jasno, zdaj, če se ti ena stran manjša, zdaj, ti vedno hočeš, v končni fazi, mi hočemo imeti Q, mi hočemo imeti dobrine, hočemo avtomobile, hočemo stanovanja, hočemo zrezke, tofu golaš, če smo vegetarijanci, karkoli. Ampak mi hočemo dobrine, kaj nas briga, zdaj, a je to denar ali ni. Zdaj, mi hočemo dobrine, to nam
pomeni življenjski standard. Ne. Zdaj, jasno, če se ti na eni strani manjša, ne, zdaj mi hočemo da ostane, ne, količina dobrin, da ostane. Zdaj, spravi, cene bi se mogle znižati. Ne. Tle pa pridemo do psihološkega trika. Ne. Mi smo strašno neradi nižamo cene. Ne. To ne mislim tisti, ko priješ, ne, pa začneš malo brantati, pa se ti zdi fajn, ne, ko si znižal ceno. Ne, ampak kot prodajalcu, ne, zdaj, prodajalci nikoli ne bo znižal cene pod tisto, kar on misli, da je cena. Ne, zdaj, če imamo pa mi tako klasično, ne, ker pač ceno nalimaš gor, ne, tudi ti nalimo gor nižjo ceno. Ne, ta je huda, ne, psihološko. Ne. Skratka, temu v ekonomiji rečemo, da so cene lepljive navzdol. Ne. Ne, ja, se pravi, zdaj, cene dol ne bojo šle, ne. Z količine nočeš, da grejo dol, ne. V se ti manjša, ja, kaj pol moraš delati, ja, pa moraš pač večati, ne, zato da ti na levi strani produkt ostaje enak, ne. In to je ideja tega kvantitativnega sproščanja, dejansko dodajaš količino denarja, ne, zato da kompenziraš zmanjševanje hitrosti kroženja denarja s tem namenom, da se ti količina dobrin v gospodarstvu, da se ti realen BDP ne znižuje kot posledica tega, ker pač enostavno ni te investicijske aktivnosti oziroma ni sposojanja denarja. No. In to se je nadaljevalo. Ne. Zdaj, to je bilo mišljeno z začetka, kot da bo enkratni dogodek, ne, oziroma da bo to kratkotrajno, ne, da se bo zdaj, obrestne mere bojo padle, ne, in bojo postali kar naenkrat krediti bistveno bolj atraktivni in se bo hitrost denarja spet povečala, kroženja, ne, povečala in ne bomo tega potrebovali, oziroma centralne banke vedno imajo možnost tudi to jemati ven iz obtoka. Ne. Pa so kdaj to naredili? Jaz mislim, centralne banke to skozi delajo, ne, uravnavajo količino denarja. Ne. Zdaj, to ni... Aha, ne gre samo v eno smer, se pravi, da se vedno samo dodaja. Ja, dejansko vzamejo ven. Vzamejo ven, ne. Aha. Ne, zdaj, in ga shranijo, ali kako? Ja, ne, tle je več načinov, kako. Ne. Zdaj, pač prej sem rekel, posojila poslovnim bankam. Ne. So še druge stvari, so še druge možnosti, recimo ne, odkupovanje vrednostnih papirjev. Ne. Se pravi, če centralna banka odkupuje vrednostne papirje, ne, s tem dejansko izdaja denar. Ne. Če jih proda nazaj, ne, s tem dejansko pobira denar ven iz obtoka. Sam s tem povzroči inflacijo cen delniških trgov, ne? A ne vplivajo na to pol, se pravi, cene so pol višje, ne? Ne, če prodajali, cene šle gor, ne? Dol. Dol, ja. Se pravi, če kupujejo, bi šle cene gor, ne? Sicer tle ni toliko, centralne banke v glavnem kupujejo dolžniške instrumente, ne? To ne kupujejo lastniških instrumentov, ne kupujejo delnice, ne? To gre za obveznice, pa še tukaj gre za obveznice večinoma državne, no? Ampak ja, mislim, pol tle uravnavanje tudi prek obrestnih mir, ne, in tako naprej. Mislim, imajo centralne banke več teh mehanizmov, s katerimi uravnavajo. Zdaj, eni so bolj grobi, eni so bolj fini. Ne. Kateri so kjeri? Kako bi ti opisal, recimo, Evropsko centralno banko? Mislim, najbolj grob inštrument, recimo, so obrestne mire. Ne. To je macola. Ne. Ne. Najbolj fin inštrument dejansko so te operacije na trgu, se pravi prodaja in kupovanje vrednostnih papirjev. Ta je najbolj fin. Ne. Tako. Kje so ostale? Lahko greva zdaj na to, ko se je začela korona kriza, pa mogoče lahko tvoj komentar na to, a bi se ti tega tako lotil? To, kar so naredila, ne, tisto injekcijo veliko 2 trilijona, se mi zdi, da, pa pol zdaj še enkrat toka, ne. Malo, če lahko to pokomentiraš. Mislim, tole reševanje lani, ne, to je bil predvsem tak špagete pristop, ne. O tem špagete pristopu sem slišal pri managementu, recimo, ne. Oziroma pri podjetništvu, ne, imaš ta špageti pristop, ne, to vzameš 5 špagetov, ne, jo vržeš ob steno in vidiš, kaj ostane gor, ne. In ja, ne, to, kar se je lani dogajalo, ne, pač ja, vzeli so seznam vsega, kar imajo in so vse vrgli ven, ne, pa da vidimo, kaj prime, ne.
ker dejansko šlo tle za eno tako novo situacijo, da nihče ni prav zares vedel, kaj bo delovalo, kaj ne bo delovalo. Ne. Pač vedeli so, oziroma veljal je družben konsens, ne, da ne bomo pustili, ne, da pač se zdivja tale korona kot požar, ne, čez prebivalstvo. Ne. Nihče ni hotel prevzeti te odgovornosti, ne, da bi zdaj se moral nekdo odločati na koncu, ne, zdaj, kdo bo zdravljen v bolnici, kdo ne bo zdravljen. Ne. Torej je bilo treba vse skupaj to držati relativno nizko. Zato vsi te ukrepi zapiranja in tako naprej, pa seveda to je povzročilo gospodarske posledice, ne, zdaj pa to kako blažiti. Ne. Tle recimo se dosti vidi razlika v pristopu, ne, ameriškem pa evropskem. Ne. Cela Evropa, ne, je precej bolj centralno planska, recimo temu, ne, oziroma tako zelo tak top-down approach ima Evropa. Ne. Recimo tle, ne vem, dajmo pumpa denar prek projektov, ne, pravi, ne, ta paket okrevanja, ne, je to preko projektov, ne, zelo veliko teh projektov, recimo, je tudi v javnem sektorju. Ne, in dajmo s temi projekti zasledovati določene cilje. Ne. Recimo, evropski cilji so tle predvsem, ne, digitalizacija, pa zelena transformacija, ne, to so taki glavni cilji. Kohezija, ne, ampak to je pač evropski princip. Ne. Ameriški princip je bil pa čist drugačen. Ne. Zdaj pa, ne, dajmo prebivalstvu denar, ne, pa pol prepustimo trgu, da ta denar nekam usmeri. Ne. Ne. V obeh primerih gre za neke vrste helikopterski denar. Ne. Sam evropski denar je tak, ne, da pač mi z unim tovornim helikopterjem pristanemo na točno določeno letališče in pol celo paleto razložimo, ne, in pol rečemo, ti imaš tle paleto denarja na porabga, ne, ameriški je tisti klasičen helikopterski, letimo čez, pa trosimo denar ven. Ne. Oba načina lahko delujeta, ne, tle se predvsem vidi, ne, ta razlika v kulturi, ne, enih in drugih. Ne. Zdaj, kakšni bi lahko kritizirali ta evropski pristop, ne? Ja, pa to je narobe, pa ono je narobe, ne? Sem tudi ameriški mal hecen, ne? Rečemo, prav ta helikopterski denar, ne, je eden od dejavnikov pri GameStopu, ne. Takrat na Redditu, ne, ko je bila ta zgodba okrog GameStopa, recimo so bili tudi to, ne, pozivi k temu, ne, dobili ste $600 čeka, ne, zakaj ga ne bi v to naložili, ne. Tako da, ja, se pol imaš še druge pristope, ne, kitajski pristop, ne, kjer tiste pozabi na zasebnost. Ne. Se pravi, tam niti ne rešujemo toliko podjetij, ne, ampak pozabi na zasebnost. Ne. Mislim, če hočeš karkoli početi, ne, tle imaš app, počakiraj se povsod, kamor greš. Ne, in to je to. Ne. Sledimo ti povsod. Ne. Imaš, ne, Avstralija, Nova Zelandija, ne, mi smo otok, kaj nas brega, zaprli bomo. Ne. Ja. Tako da. Ja, mogoče hotel sem iti v to smer, zato ker meni tako čist kot laiku se mi zdi mal, ker smo se glih o ohranitelju vrednosti pogovarjala, pa se mi zdi, da Slovenci imamo še vedno dost močno vero v ta denar, v fiat denar. Ne? In tukaj kot laiku jaz sem malo zaskrbljen, ne, če bi jaz imel neke prihranke v fiatu, neke večje zneske, da v bistvu ima nekdo moč, da ta moj denar razvrednoti. Ne? Se pravi, razvrednoti ga na način, da se stiska nov denar. Ne, ne vem, če se strinjaš s to analizo, ne? Ampak jaz, če imam eno stvar, ki je vredna zaradi svoje redkosti, pa jaz nimam kontrole nad to redkostjo, oziroma ima nekdo dejansko kontrolo nad to redkostjo, se mi zdi to mal problem. Ne? In kle mogoče kot druga plat tega kovanca, Bitcoin absolutna redkost. Ne? Zdaj pa ne vem, lahko najprej to malo pokomentiraš, ne? To mojo laično analizo, potem greva pa lahko na, kako bi izgledal svet, če bi rezervna valuta bil Bitcoin, ne? Ki je, se pravi, ne bi imel vseh teh mehanizmov na voljo, ki si jih glikar opisal. Kakšne bi bile posledice? Ne? Mislim, zdaj, te mehanizmi so tam zato, ker jih tudi rabimo. Ne. Sej, večina centralnih bank
vsaj te, ki jih mi poznamo, ne, ameriški sistem centralnih bank, ne, Evropska centralna banka, ki je dejansko tudi sistem, so dejansko precej neodvisni od države. Ne. Oni imajo svoje politike, ki jih zasledujejo. To, da imamo malo inflacije, je dejansko posledica tega, o čemer smo malo prej govorila. Ne. To, da mi psihološko, ne, strahotno ne radi nižamo cene nominalno. Ne, in zdaj, če hočeš ti, banalno rečeno, ne, če hočeš ti pisalne stroje zamenjati z računalniki, ne, boš to lažje naredil tako, ne, da boš pustil to, ne, da bo cena pisalnega stroja nominalno ostajala enaka, ne, in boš lahko delal čedalje dražje računalnike. Ne. Ne. Zelo banalen, ni najboljši primer, ampak ja, ne, to... Sprav, več boš dobil za isti denar, ampak potrošil boš pa več. Tako nekako, ja. Za dobrino, ki je substitut, oziroma je, ne vem, če se tako pove. Ja, mislim, inflacija na en način, ja, omogoča to zamenjavo stvari s tehnološko naprednejšimi. Ne, tudi recimo sektorske premike, ne. To, da recimo smo se uspeli, ne, v zadnjih nekaj desetletjih, ne, premakniti iz industrijske družbe v postindustrijsko družbo. Tudi to je nekaj, kar je inflacija omogočila. Tle ne rabiš velike inflacije, ne, zato večinoma centralne banke ciljajo na tist, ne, okrog 2%, ne, tako je, tam nekje se ocenjuje, to je tista, ki omogoča relativno gladke premike. Ne. A to je zračunan? Se pravi, so računali, da 2 je optimalno. Ja, tam okrog 2, no, oziroma ja, tako Fed, kot se pravi, to je ameriški sistem centralnih bank, kot ECB ciljajo blizu mal pod 2. Ne. Ampak gleda se pa, računa se pa inflacijo z neko košarico dobrin, ne? Ki se tudi spreminja. Ne. Ki se tudi spreminja. Ja. Ampak tiste stvari, ki so pa bolj redke, recimo nepremičnine, pa ni 2% inflacije, pa več, ne? Mislim, tle spet ena... Nekaj zanima me, a je res 2%, če jaz držim Fiat, a to pomeni, da bom 2% na leto zgubil zaradi inflacije, ali bom zgubil več? Ne, to je v bistvu vprašanje. Mislim, zdaj košarica vsakogar, ne, je lahko različna. Ne. Zdaj, okay, nepremičnine, zdaj, jaz res zgubljam ali ne. Mislim, če verjameš v to, da nepremičnine cene bojo šle gor, ne, ja, pol kup nepremičnino. Ne. Ne, mislil sem, če držim Fiat, ja, pa bom čez 5 let s tem Fiatom kupil nepremičnino. Je bolje, da jo čim prej kupim. Mislim, zaradi inflacije, ne? Ja, verjetno, ja, ne. Pa tako, ne, lahko pa to obrnemo tudi drugače vprašanje, ne. A bi vzel kredit v bitcoinih? Jaz osebno? Ja. Zanimivo. Jaz tukaj se mogoče zavedam, da imam biase, ne, se pravi potrditvena izkrivljanja okoli tega, ker sem rojen v, ne vem, tehnološki dobi ali pa dobi informatizacije in nekako vidim par tehnologij, kako so drastično spremenile svet. Nimam pa takih znanj kot ti, ne, in zato si ti verjetno bolj konzervativen in je prav tako. Ne, mislim tako, ne, malo provokacije, ampak ti strahovi, ne, okay, ja, inflacija je nekaj strašnega, okay, lahko se strinjamo, inflacija je nekaj strašnega, pa dajmo tako reči, ne, inflacija je tiger, ne, okay, zdaj pa dajmo si izmisliti nekaj, ne, da bomo tega tigra pregnali in pripeljamo zmaja. Zmaj pa je kaj v tej analogiji? Ja, Bitcoin z ugrajeno redkostjo, ne. Ok, razumem. Ne, kaj je zmajskega v njem, ne? Deflacija. Ne? Zdaj, če bi ga dejansko uporabljali kot valuto, ne? Zdaj, problem deflacije, zato je bilo malo provokativno vprašanje, vzel posojilo v bitcoinih. Ne? Recimo, vzameš zdaj posojilo en bitcoin. Ne? Nisva se razumela, oprosti. Jaz sem te razumel, grem iskat v Fiatu kredit, ki ga moramo v Fiatu odplačati, ne. Ampak kupim bitcoin. Kredit nominiran v bitcoinih. Ne, odgovor je ne, se moram popraviti.
Ja. Mislim, to je nekaj, kar zakaj? Ja, dobro, sej ga imeti kot rezervo, ne, je že fajn, ne. Ja, in lahko tudi to naredimo, ne. Zdaj, če je vera v to, ne, ni zdaj to, da bi nepoučenemu priporočil, nikomu ne priporočil, da investira večji del svojega premoženja v tem, ampak ja, zakaj pa ne, ne? Jaz mislim, da v en sodoben portfelj tudi kriptovalute pašejo, ne? Zdaj, v kakšnem deležu je pa seveda odvisno od posameznikovega nagnjenja k tveganju, ne? Pak, ja, ne, ta deflacija, ne, je en problem, ne? Razumem sicer, zakaj se je to snovalcem bele knjige, ne, ali pa snovalcev, karkoli že Satoshi je bil, ne, zdela to kot silno dobra ideja. Ne. Ampak že če gledamo recimo japonski primer, ne, recimo Japonska desetletja dolgo, ne, še zmeraj se ni izkopala iz tega, ne, ima inflacijo praktično nič oziroma v posameznih letih celo deflacijo, ne. In seveda gospodarstvo strašno stagnira, ne? Zelo težko je karkoli premakniti. Zdaj Japonska ima še druge probleme, imajo probleme staranja prebivalstva. Ne? Edina stvar, kar raste na Japonskem, so cene nepremičnin. Kako pa so druge, sej? Ja, to je, ne? To so pa rente. Ne? Zdaj, a lahko narediš rento na kriptovalut? Najbrž, ne? Če jo imaš. Ne? Ampak seveda, zdaj, nekdo si mora tega želeti, ne? Zdaj, pred leti recimo, kar nekaj leti, ampak zemlja v Romuniji, ne, to se spomnim, enkrat je prišel en kolega, mi je rekel, star, kupu zemljo v Romuniji, ne, skak gledam, ne, kje ti zemlja v Romuniji, tam prodajo kmetije, folk se izseljuje Romunija, to prvovrstna zemlja, črnica in to kupiš, ne vem, po 50 centov na kvadrat ali tako, ne. Mislim, da je bila neka taka cena, 50 centov na kvadrat, v Romuniji zemlja, šta če ti zemlja v Romuniji, ne. In je pol kupil, ali? Mislim, na koncu zdaj ni, bogat. No, na koncu ni, ne, ampak... Ja, zanimivo je. Ne, vedno je to odvisno od tega, ne, a bo to kdo hotel, ne. Mislim, relativna redkost, ne, sej, ja, vem, te so vedno te zgodbe o tem, ne, ja, pa, ne, stock to flow, ne, pa, ja, če ti omejiš flow, ne, pa bo vrednost stocka narasti, ja, če ga bo kdo hotel, ne. Mislim, a lahko malo... Mi dva lahko greva zdaj, ne, greva tja za Savo, ne, in začneva nabirati bele prodnike, ne, in se gor začneva podpisovati, ne, zdaj seveda to, ne, najno lastnoročni podpisi so seveda zelo omejeni, tako da tle ima zelo omejen flow, ne. To je res. Ne, ampak a kdo hoče te najne prodnike, to pa ne vem, ne. Ne, verjetno jih noče, zato ker nima uveljavljene zgodovine. Recimo, ne, zdaj le berem te lastnosti, te najni prodniki. Slabo so deljivi, preverljivost, nekdo lahko najne podpise fejka, redkost, a ne, tukaj je pol posledica tega. Tako da jaz mislim, da tukaj Bitcoin teh problemov nima, ne? Kot bi imeli najni prodniki. Ne? Ja, to je res. A lahko malo ta stock to flow, jaz sem ti en članek sicer poslal, ne? Ja. A lahko malo razloživa ta koncept za ljudi, ki se niso srečali s tem terminom. Kaj je stock to flow koncept? Kar jaz razumem ta koncept, ne, je ideja o tem, ne, da če imaš ti zelo omejeno kreacijo neke nove, oziroma, ne, se pravi, če imaš ti ugrajeno redkost, ne, zdaj bodi si zato, ker nekaj težko pridobivati, ne, ali pa kakorkoli, da to daje ustvarjeni zalogi določeno vrednost. Ne. Se pravi, zdaj to je matematično sicer to zelo zanimiv koncept, ne, in dobro, sicer tudi na tem konceptu temelji vrednost vseh teh redkih stvari, ki jih imamo, ne, od zlata do diamantov, ne. Tle, recimo, zgodba z diamanti je pravzaprav zelo zanimiva, ne, ker diamanti imajo precej programirano redkost, ne. Bojda, ne, se diamante se da tudi izdelovati, ne, ampak zdaj, kao umetni diamanti ne bi bili toliko vredni, ne, kot izkopani, ne.
A je enostavno določiti, kaj je naravni, kaj je absolutno. Okay, absolutno Ampak tle vrednost diamantov je zelo manipulacija. Marketinška. De Beers je to začel in še zmeraj se to zelo uravnava. In tudi se zelo pazi, koliko diamantov pravzaprav prije na trg. Sprav umetno ta stock to flow oni nižajo, višajo. Flow je zelo omejen in to viša vrednost. Poleg tega pa recimo, to je spet De Beers, so strašno veliko delali na ustvarjanju povpraševanja. Menda, legenda tako pravi, da je vsa ta ideja o diamantnem zaročnem prstenu, sploh med Američani je to strašno priljubljeno. Če ne daš diamanta, večji diamant, ko imaš, več ljubezni ti izkažeš. Ampak to je ker je trdnost, trdna vez. To je De Beersova marketinška kampanja. Čeprav zaročni prsteni imajo drugo podlago. Če ti eni obljubiš, da boš prišel nazaj, ne daš to, da pol, če ne priješ nazaj, vsaj prsten ostane. To je tako legenda, to so urbane legende. Sej ima to svojo podlago, ampak zdaj tako, potem dajmo govoriti tudi o kriptovalutah, ne toliko kot o valutah, kot o denarju, ki bi opravljali funkcije denarja, ampak kot o sredstvu. Zdaj je to digitalno sredstvo. Zdaj, a ima to tudi kakšno dejansko uporabno vrednost? Zdaj, diamanti jo imajo, zlato jo tudi ima, ampak verjetno 95% zlata je pač vrednost zaradi tega, ker pač ljudje to radi imajo, ne pa zato, ker bi lahko to prav zares kaj veliko uporabljal. Se je uporaben, za nakit, če za drugega, pa tudi tako. V vesoljski tehnologiji je to strašno uporabna stvar. Jaz tukaj vidim kot spet, da se nahajamo zelo zgodaj in ti verjetno mnogo bolj poznaš zgodovino denarja, ampak kako se neka stvar uveljavi kot denar, Najprej se mora uveljaviti kot hranilec vrednosti. Zato, ker ljudje okoli mene morajo verjeti, da bo čez nekaj časa isto vredno ali pa manj. Zato sem jaz pripravljen kravo zamenjati. Mi ne moramo menjati nekaj, kar noben ne verjame, da ima neko vrednost. Tako da mogoče se nahajamo tako na začetku te tehnologije in posledica tega je volatilnost, seveda, ker ni prišlo še do točke, kjer bi se stvar stabilizirala. Potem pa, to je moje predvidevanje, če se cena stabilizira na neki višji točki, na višjem market capu, volatilnost se zmanjša, tehnologija Lightning Networka in vseh ostalih tehnologij, ki prihajajo, ki bojo dejansko omogočile te transakcije, potem pa jaz ne vidim problemov za to, da bi se čez 20 ali pa 30 let to uporabljali kot izmenjalno sredstvo, oziroma boljši hranitelj vrednosti in boljše sredstvo za menjavo. Ne vem pa, kakšne posledice bi to imelo za ekonomijo. Ti si tudi omenil, to je pač ta zmaj, ki si ga spustil ven, deflatorna valuta, ima tudi neke svoje negativne eksternalije glede razvoja ali pa rasti našega gospodarstva. Mislim, delujoče ekonomije in finančnega sistema na neki valuti, ki ima programirano deflacijo, si v resnici ne predstavljam. Ampak dobro, zdaj tudi si nismo predstavljali, kako bi lahko več let zapored živeli v časih negativnih obrestnih mer, pa evo nas tle. Ampak a ni bilo isto v zgodovini, prosti, kad te prekinjam, z zlatom? Zlato ima tudi inherentno deflatorno lastnost, se pravi, ne moremo ga po želji, se pravi, če ga želimo več izkopati, moramo več energije porabiti. In ima neko ugrajeno naravno, kako bi rekel, ta stock to flow, je nek naravna konstanta. Pri Bitcoinu je pa programirana in prepolavlja se vsaka 4 leta. No, mislim,
tudi pri zlatu smo imeli v 16. stoletju zlato inflacijo. Ne? Mislim, to je bila posledica par stvari, ne? Recimo v 16. stoletju, ne? To je bilo po odkritju Amerike. Kot eno, ne? Zmanjševalo se število prebivalstva, zmanjševal se je de facto fizični, ne? Se pravi realni BDP takrat, vsaj v Evropi. Ne? Se pravi, tebi se kuset je zmanjševal, ne recimo BDP per capita, ker smo imeli tudi manj ljudi, pač kuga jih je pobila. Ne? In imel si manj ljudi, se pravi, večina BDP-ja takrat je bila v poljščinah, nekaj malega v obrtniških izdelkih, ne? Pač tega je bilo manj. Ne? Po drugi strani so pa Španci veselo vozili zlato iz Južne Amerike, ne? In Srednje Amerike. In to ogromne količine. Ne? So preplavili trg. Ja, ne? In sicer takrat je šlo to počasi, ne? Ampak de facto je bila zlata inflacija. Ne? Ne? Takrat je, ne vem, cena hiše, ne? Kljub temu, da je bilo manj, ne? Lahko šla iz enega zlatnika na 2 zlatnika, kakorkoli. Mislim, imeli smo zlato inflacijo. Ne? Mislim, pol kasneje so pa vladari, to so vedno malo delali, ne? Pač so začeli domešavati druge stvari v zlato, ne? V zlate kovance. Ne? Ti si imel dukat, ne? In gor si odtisnil, ne? Sliko od Franca Jožefa ali pač kdorkoli že bil, ne? Karel III, ne? Slika Karla III. Karel III jamči, ne? Da je to res 5 gramov zlata, ne? Ampak Karlu III ne, se je to zdelo, da mogoče bi lahko dal samo 2 grama zlata, pa še ne? Ja. Ampak zato, ker je bila gor slika, ne, to je bil začetek fiat denarja. Ne. Ampak ker je nekaj v tej vrednosti je... Ja, ampak recimo, ne, polko mislim, to je tudi delovalo, ne, tole z zlatom, ne, in zakaj je recimo zlato pa srebro delovalo, ne, kljub temu, da je bila omejena količina, je, ker se dejansko, ne vem, v civiliziranem svetu, če mu tako rečemo, ne, z BDP-jem ni nič kaj veliko dogajalo, ne. In je dejansko ponudba zlata, ne, sledila temu. Ne. Zdaj, tehnoloških inovacij ni bilo, ne. Več ali manj je bilo vse na poljščinah in tako naprej. Je pač to sledilo nekako temu. Ne. Vsake toliko je še kakšna kuga prišla, ne, pa je 30% prebivalstva pobila, ne, pa smo bili spet na začetku. Ne. In je stvar čisto v redu funkcionirala. Potem, ne, ko se pa z renesanso recimo, ne, v tem zahodnem svetu, kot ga mi poznamo, ne, začne tehnološki razvoj in tako naprej, seveda so inovacije tudi na podlagi denarja, tudi na področju denarja. Ne? Takrat pol pride začetka je bilo to v italijanskih mestih, ne? Pa se pa zelo hitro razširilo tudi do pojava papirnatega denarja, ne? In seveda se začne tudi to kroženje denarja, ne? Pride do knjižnega denarja, do papirnega denarja in se na tak način začne povečevati. Ne? Sicer zelo dolgo, ne? Pravzaprav je bil katerkoli papirna denar, ne? Posredno ali neposredno zamenljiv za zlato do 1970-ih. Ne? Takrat je bilo pol res konc zlatega standarda. Ne? 71, ne? Ja. Ne? Tako da denar vedno je, ne? Karkoli je že bilo sprejeto kot denar, pa to je, kaj vse je bilo denar v znani zgodovini na različnih koncih sveta, ne? Je strašno zanimive stvari. Ne? To, recimo, znanje so neki tajski noži, ne? To je, ki začeli so baje svojo pot kot kot dejanski noži, ne? Kasneje so se pa pojavili kovanci v obliki nožkov, ne? Ki so to nadomestili. Ne? So bili bronasti kovanci v obliki nožkov. Še ena bolj zanimivih zgodb, no? Je pa tako dosti podobna recimo Bitcoinu, ne? Pa na polinezijskih otokih, ne, ki so za menjalno sredstvo oziroma hranilec vrednosti imeli balvane. Ne, in se pravi, ti si imel tam balvan, ne, sred vasi, ne, in tam se je vedlo, ne, tam je bil pač podobno kot na blockchainu, ne, je bil v ustnem izročilu, ne, pač otočanov, ne, oziroma niti ne samo enega otoka, ne, ampak celega arhipelaga, ne, se je točno vedelo, kateri družini pripada ta balvan. Ne? In ko si je ta družina zaželela, ne, da bi pač imeli nov katamaran ali kaj takega, ne, da bi malo pluli okrog, ne, so lahko, ne vem, ta balvan, ne, predali tesarju, ne, in jim je zato pač izdelal tisti čoln.
Zdaj, te balvane ponovadi so jih imeli tam na enem mestu, ne? To je malo podobno kot blockchaini, ne? Pač tam so jih imeli, ne? Čeprav občasno so jih tudi premikali. Obstaja ena taka zgodba, ne? Da je enkrat, ko so premikali enega od teh balvanov, ne? Prišla nevihta, pa je ta balvan potonil, ne? Tam med dvema otokoma. In so se pol kar nekaj časa pogovarjali, a to še veljavno plačilno sredstvo ali ni, ne? In so se na koncu pa zmenili, da je. Ne? Teh analogij, ne? Kaj vse, ne? Pač v tisti ekonomiji, ne, ki jo je tvoril pač tisti arhipelag, ne, je bil to denar. Tako da, ja, mislim, lahko. Ne, če se to je hec, ne, tudi kriptovalut, ne, katerekoli pravzaprav, ne, zdaj samo bitcoina, ne, tudi kjerkoli altcoin, ne, kjerkoli žeton, ne, on ustvari eno ekonomijo samo zase. Ne. To je neka ločena ekonomija. Ne? Zdaj lahko se znotraj te ekonomije marsikaj dogaja. Ne? Ko pa ti to kupiš ali pa prodaš, ne? Je pa kot bi menil, ne? Kot bi šel iz švicarskega franka v evro, ne? Ali pa iz evra v dolar. Ja, ali pa bolje fiat zlato, recimo, ne? Ker je drug asset class. Ne? Ker je... Mislim, zlato ni nikjer ekonomija, ker z zlatom težko zdaj kjerkoli kaj plačuješ. Ne? Sej Bitcoin tudi zelo težko. Ja. Lahko bi celo rekla, da ni, a ne? Ampak sprejet. Začetna ambicija je bila, ne? Ne? Se pravi, zdaj se lahko pogovarjamo, da redefiniramo v celoti, ne? Kaj pravzaprav Bitcoin želi biti. Ne? Sej to je fora, ne? Ker ne more on nič si želeti, ker je sistem, ki je popolnoma, ne bom rekel popolnoma, ki je decentraliziran, ni direktorja ali pa ni ustanovitelja, ki bi imel to moč, da bi rekel, kaj to zdaj bo, ne? To je v bistvu prepuščeno trgu, ne? In to je ena izmed lepot tega sistema, kakor ga jaz vidim, ne? Da najbolj upošteva te zakonitosti trga, ki jih druge stvari ne. Kakor si rekel, diamante, nekdo je pač to umetno ustvaril, imamo tam zalogo, ampak je ne smemo dati ven, ker bo cena padla. Pri zlatu je podobno, čez 30 let, 50 let bomo rudarili asteroide. Kaj, če pride velika količina zlata na planet Zemlja, ne? Jaz pa pri Bitcoinu vidim, ne, spet moji biasi, to je zakon vesolja, ne? 21 milijonov Bitcoinov. In to jaz mislim, da mogoče ljudje zanemarjajo. To absolutno redkost. Ne? Ja. Ne vem, kjer asset je takšen, no, v našem vesolju. To ne. In jaz gledam, če damo pomembnost redkosti na hranilec vrednosti, kar mislim, da je najbolj pomembna lastnost hranilca vrednosti, ne vidim drugega asseta, druge dobrine, ki bi imela to lastnost redkosti. In jaz mislim, da to je zelo močna stvar, ne? In sploh stvari denarju, kakor sva govorila, ki temeljijo na zaupanju, stvar, v katero lahko vsako pogleda noter, ki je odprtokodna, a ne? Mislim, da ima kar dobre možnosti. No, mislim, da ta stvar v pogleda je tudi razmeroma omejena. Ne? To smo videli recimo pri kakšnih teh zlorabah, ne? Ko je prišlo do vdorov v sistem. Ne? Ne? Saj smo imeli tudi eno tako povezano z enim od teh slovenskih providerjev. Bitstamp je imel hack pred 8 leti. No, ampak sem mislil v kodo Bitcoina. Ne? Jaz ne smem priti v centralno banko v Ameriki pa reči, jaz bom malo preveril, kako vi printate denar, pa se lahko malo razgledam. Ne smeš. Ne? Tukaj je pa pač vsakmu na GitHubu na voljo, da si v popolnosti pogleda ta sistem, ne? Kako deluje. Tako da ja. Mislim, čist brez možnosti, da manipulacije tle tudi ni. Ne? Je sicer zaradi sistema taza kot je. Ne? To je ena od teh varnosti pač dokaza dela, ne? Proof of work. Je ta, da je zelo težko to zmanipulirati. Ne? Ni pa spet nemogoče. Ne? Zdaj recimo, če imamo te mining poole, ne? Zdaj koliko ima BTC.com, ima koliko 30%.
teh številk ne poznam. Ja? Ne poznam teh številk. Vem, da je, mislim, da od 40 do 60% mining farm oziroma procesorske moči na Kitajskem. Ne. To je pač en tak potencialno tveganje. Ne. Ja, no, sej. Tako vedno je. Ne. Pa spet le. Kaj se ti zgodi, če postane recimo rudarjenje neatraktivno iz tega ali drugačnega razloga? Nagrada recimo pade dovolj nizko, da to postane neatraktivno. Se nekaj je zdaj še prek fijev, ne? Ampak fiji so zelo odvisni od transakcij. Ne? Zdaj, če bi si to bolj kot ne držali, ne? Se pravi, nič kaj veliko transakcij ni. Ne? Ja, difficulty adjustment, ne? Glih to je, ne, za tiste, ki ne vejo, o čem govoriva, če se zmanjša količina procesorske moči v Bitcoinu mrežju, se mislim, da v 2 tednih prilagodi težavnost reševanja oziroma rudarjenja, ne, in lahko enako količino bitcoinov veliko manj procesorske moči ustvari in s tem bi bilo bolj profitabilno, ne, ker bi manj električne energije porabil, da bi isto količino bitcoinov narudaril. Ne. In ta sistem ima noter ugrajen toliko enih stvari, ne, dostikrat sem slišal, da bi Satoshi, ne, to je v bistvu bolj iz teh podpornikov Bitcoina, ki imajo sigurno tudi biase, da je bilo rečeno, da je Satoshi bi mogel biti eden izmed prvih, mislim, da drugi človek v zgodovini, ki bi dobil Nobelovo nagrado iz ekonomije in Turingovo nagrado, ne, za računalništvo. Ne. Da ta izum je na toliko ravneh impresiven. Ne. Ja, čeprav to se je gradilo več kot desetletje. Cypherpunksi pa še so bili. No. Ja, Nick Szabo, ta BitGold. Ja, BitGold, ja, se je postopoma rešvalo ta problem. Ne. Tako da pač takrat je samo dozorelo vse skup. No, vse tudi veliki izumitelji, ja. Vse so pač prišli od tega, ko je nekaj dozorelo. Ne. Ampak ultimativno, ne, pravzaprav ne glede na to, ne, če smo prej govorili, ne vem, o Fiatu, o Bitcoinih pa o zlatu, ne, ultimativno je tle na koncu vira, ne, kaj verjameš, da je, ne. Zdaj, lahko ti določene tehnologije omogočijo to, da laže verjameš, ne, ampak na koncu moraš vseeno verjeti, ne, in dovolj velika masa ljudi mora verjeti v nekaj, zato da ima neko vrednost. Ne. Ja, absolutno. Ker drugače tle končamo tako, ko mi dva z najnimi prodniki tam za sabo. Ne. Ja, res je. Ja, nima v zadju ničesar, vem, da je Buffett rekel to večkrat, ne ustvarja ničesar uporabnega. Ne. Vse, kar je vira celotnega networka ali pa vseh deležnikov. Ampak se mi zdi, da smo že čez to točko, kad doskrat rečejo ljudje, ki me sprašujejo, recimo, kaj pa če gre na nič. Ne. Jaz mislim, da statistično, boš ti to bolj povedal, da možnosti za to so tako male, ali bi ti drugače analiziral, bi rekel, da so. Mislim, zelo na hitro to ne bo šlo na nič. Ne. Zdaj, ta stvar je trenutno too big to fail. Ne. Že zaradi zgodovinske vrednosti, tako razmišljam. Tudi če ne bi bilo to uporabno, noben ne bi vzel, že to, da jaz imam nek delček zgodovine, pa postane nek drug coin, glavni, tako kot si prej omenil, že to, da je bil prvi, ima po moje neko vrednost. Ne. Ker vem, da sem zadnjič videl na eBayu se je prodajal iPhone ta prvi, še zapakiran, za $20,000, ne. Sprav, ta telefon je popolnoma neuporaben danes, ne moreš ga ti odpreti pa ga uporabljati, ne? Ker je toliko zastarela tehnologija. Ampak noter ima spravljeno eno vrednost, zgodovinsko vrednost. Ne? Ja, mislim, že zaradi tega. To so zbirateljski kosi. Sej tudi, recimo, tudi kovanci, sploh zlatniki, srebrniki, ne, to. Imam eno kolegico, ki pozna recimo te trge teh zbirateljskih, ne, in to imaš ti naložbene kovine, ne, pa zbirateljske. Ne. Zdaj, če hočeš ti imeti zbirateljske, ne, zdaj, če imaš ti
razen če je to strahotno strkovanc, ampak nekaj, kar je bilo recimo izdanih v zadnjih par desetletjih, če je bilo to prijeto v roke, to že nima več zbirateljske vrednosti. Ne. Aha. Ne, to mora biti res prime, Zapeče, from the mint, rečejo ja. oni temu. Ne. Mint condition, ne. To je to. Ne. Kot je prišlo iz kovnice. Ne. In pa ima nek premium gor, ne? Neko premijo Ja. nad dejansko vrednostjo. To so zbirateljski kosi. Ne. Ne, se tudi evri, ne. Zdaj, ne. To je taka zanimiva anekdota. Ne. Pač imaš precej ljudi, ki zbirajo evre. Ne. Zdaj, nekateri kovance, evrske kovance. Ne. Zdaj, nekateri evrski kovanci imajo bistveno višjo vrednost, ne, tudi več od evra. Pa je med zbiratelji, celo slovenski so nekaj malo več vredni. Ne. Pa recimo San Marino, ne, strahotno cenjen. Ne. San Marino kuje svoje evre, kovance. Ne. Imam eno kolegico, to je druga kolegica, ki zbira te evre. Ne, in tako enkrat pol prijem, banalna stvar, ne. Bili smo na izletu, ne, in sem parkiral pod San Marinom, ne, in sem tam nafutral v parkomat, ne, sem dal ten bankovc, ne, mi je vsulo en kupenih kovancov, ne, kovanci so bili San Marino, sem le San Marino, ne, to, ne, pa sem vprašal to, sem rekel, a to že imaš, ne, kje jaz to dubu, ne, tam sem je vsulo ven iz parkomata, ne. Ja, nje je vredno 5 evrov, Ja. v San Marinu je pa pač 1 evro, Ja. ne 1 evro. Duplo mi je dala nazaj, ne, Ja. oziroma tako nekako, ne, in dal sem mi, mislim, da 3,70 €, ona mi dala pa 10 evrov za to, ne. Približno, ne. A zdaj boš služil tako, boš hodil v San Marino? Arbitražo delo, ne? Tako ja, ne. Cool. Mogoče sem mislil, da greva še na področje v bistvu teh digitalnih valut centralnih bank. Ne. Zdaj zadnje 10 let, kot sva rekla, ko je Bitcoin prišel v ospredje, ne, nekako to daje tak pritisk na centralne banke, da bi nekaj delali z blockchainom. Ne. In to je meni zelo vedno zanimivo, pa zmeden sem. Zakaj? Ne. Kako ti vidiš ta razvoj tega, pa elektronski evro, ne, e-evro, ne, pa e-dolar? Kakšno vrednost bi taka stvar sploh imela? Sej e-evro dejansko že imamo. No? Mislim, če smo kakorkoli plačevali kupovali prek interneta ali pa plačali s kartico, kaj pa je to drugega kot elektronski denar. Kaj pa želijo pol narediti? Ja, mislim, vedno gledajo na nove tehnologije. Ne? In zdaj, če ti je podpiranje transakcij preko blockchaina, ne, cenejše, hitrejše, z boljšo uporabniško izkušnjo kot to, kar imamo zdaj, ne, je vse to zanimivo, tudi za centralno banko, zakaj pa ne. Mislim, nikoli, oziroma težko, no, da bo to v dogledni prihodnosti povsem nadomestilo ostale načine, ne, ampak ja, mislim, da ne vem, kako že imajo, 2025 nekaj tazga ima cilj, da bi ECB uvedel tudi blockchain kot en od načinov za plačevanje. Ne. Ja, ostali načini, se je vse odvisno od nekega omrežja. Ne. Zdaj imaš ti par teh omrežij, ne. Dobro, eno imaš omrežje medbančnih poravnav, ne. Tle prevladuje Swift, no, ampak to je tudi ena družba, ne, komercialna. Ne. Imaš Mastercard omrežje, ne, ki je spet odvisno od ene multinacionalke, Visa omrežje, ki je tudi odvisno od neke multinacionalke. Ja, in jasno, ne, sej centralnim bankam, ne, je zanimivo, ne, kako bi se lahko uveljavljale v mednarodnem plačilnem prometu, brez da so odvisne, sej sploh nad Swift omrežjem, recimo imajo centralne banke in poslovne banke, ne, kar veliko vpliva, ne, to, ne, je vso lastništvo, ne, ampak ne glede na to, ne, ja. Pa tudi recimo tle je zanimiva sama hitrost, ne. Se pravi, da ne rabiš iti skozi vse te korake, ne, ampak da se nekaj lahko zgodi hitro. Je pa tako, no. Zdaj, če bo centralne banke to uveljavljale, ne, to je skoraj zagotovo, da bo to ali na proof of stake, ali pa na bizantincih, no, ali pa na kakšnih od teh tehnologij, ne. To proof of work zagotovo ne bo. Ne. Ja, to sem tudi hotel te vprašati, kako bi ta blockchain sploh deloval, ker si ne predstavljam čist, ne. Neke
neki vzvodi bi mogli biti, ali pa neka motivacija za deležnike, ki bi to mislim, preverjali, ampak pa oni dali to moč. To ne bo javno, to ne bo public blockchain. Ne, Sem pol je to, ne vem, zakaj se bi rekel temu blockchain. Ne. Mislim, ne bo public na tak način, no, da bi kdorkoli lahko po njem rudaril, ne, se pravi, to potrjevanje bo zelo omejeno. No. Mogoče bo tle zraven spustili poslovne banke, ne, ampak nemonetarnih finančnih institucij, kamoli posrednikov ne bojo nikoli tle spustili zraven. Mislim, ne verjamem, da jih bojo. No. Ja. Veš kaj, gledal sem eno oddajo, pa se zdaj ne spomnim, ki si bil gost, mislim, da je bilo pred parimi tedni. In so govorili o bančnih depozitih, pa o ležarninah in podobno. Pa to zgodbo sem že povedal, ko smo se z Andrejem pa Petrom pogovarjali o Bitcoinu. Imam znanca, prijatelja, ki ima firmo in mislim, da ima na banki 800,000, kot firma, 800,000 evrov in plačuje vseh stroškov, vse skupaj, ne vem zdaj, kater del je kaj, ampak 7,000 evrov na leto, zato da lahko on ta denar drži pri banki. A se ti zdi to čudno? Ali? Mislim, malo mi je to visoka cifra za samo držati. Zdaj pri poslovnih računih zelo velikrat so kakšni drugi stroški, recimo poslovni računi, zdaj se odvisno od tega, kakšen zdaj to ima, kakšen je zdaj dogovor z banko in tako naprej. Mislim, tle več stroškov je na transakcijah, na samem držanju ne toliko. Je pa tako, zdaj poslovne banke jasno tudi plačujejo za denar, ki ga za svoje rezerve, ki jih morajo imeti. Zdaj, rezerve, ki jih pa morajo imeti, višina delež teh rezerv, višina teh rezerv je precej odvisna tudi od tega, kakšna je ročnost teh vlog. Zdaj, če nekdo ima samo tam pogledno vlogo, mora imeti poslovna banka za to praktično 100% vloge, in zdaj za te 100% rezerve. In zdaj za te rezerve se poslovna banka plačuje centralnim bankam, ECB-ju. Zakaj pa? Zakaj jim plačuje? Zakaj jim mora plačevati ta poslovna banka centralni banki? Ja, to je ena taka bizarna stvar, ki jo težko razumemo, sem to, ker so obrestne mere negativne. Aha, ja. Ali lahko malo to opiševa? Zakaj so negativne? Kaj pomeni, da je obrestna mera pozitivna, kaj pomeni, da je negativna? Logika v osnovi je bila taka, da zdaj, više, ko so obrestne mere, manj ne bi bili ljudje oziroma podjetja, banke in tako naprej pripravljeni si to sposojati. Se pravi, zdaj, ko ti nižaš obrestne mere, ti nekako spodbujaš, da bi si nekdo več tega denarja sposojal. Že začela sva prej s to hitrostjo kroženja denarja in tako. In pač negativna obrestna mera ne bi bila tista spodbuda, da dajte si malo več denarja sposojati. Zdaj, polk smo bili, leta 2008, 2012, v tistem obdobju, nihče si ni želel kaj veliko denarja sposojati, in zato se pa začelo to kvantitativno sproščanje, in med drugim tudi nižanje obrestnih mer. Zdaj, pa ti jih nižaš, pa priješ do nič. Pa nimaš več kam nižati, kaj zdaj? Sem kdo ima obrestno mero nič? To je obrestna mera, po kateri centralna banka posoja denar. Se pravi, centralna banka vedno posoja ostalim bankam? Tem, kako se reče, manjšim? Poslovne banke. Poslovne banke? Tok, da pač te termine opredeliva. Se pravi, zastonj. Se pravi, denar jim dajo zastonj. In oni lahko pol naprej posodijo in s tem služijo. Ja, poleg pa tega pa tudi poslovne banke imajo rezerve naložene pri centralni banki. In to jih po isti obrestni meri in tudi centralne banke to obrestujejo. To morajo imeti. To je del tega, kako imajo te rezerve. Ampak zdaj se te rezerve, ki jih imajo tam na računu, zdaj, če imaš ti negativno obrestno mero, ti to pomeni minus 1%, se pravi, letos si naložil 100,000, čez eno leto imaš samo še 99,000. In zdaj več, ko je teh rezerv, več imajo poslovne banke teh stroškov. In zdaj nekaj tega se da absorbirati, kasneje pa tudi ne več kot toliko. In zato so pa začeli
zdaj tudi poslovne banke s temi ležarninami, ne, prenašati te stroške naprej na uporabnike. Predvsem je zdaj tle namen, da jih spodbudijo, ne. Dejte nekaj narediti s tem denarjem, ne. Dejte ga nekam naložiti. Ja, tudi. Sam njega imeti le pri nas na računu, ker nas to stane. Ne? Ja. Svaro, to je v bistvu nek mehanizem spodbujanja gospodarstva, ne? Da jim v bistvu kaznuješ, če z denarjem nič ne delajo. Banke se čisto obnašajo, zato ker če tega ne bi naredile, bi s tem delajo zgubo. Ne? Mislim, sem centralna banka, ne? S tem to pa ja. Spodbuja ljudi. Ne? Ja. Ja, zanimivo, ne? Kako pa, mislim, takrat ste tudi omenjali v tem oddaji, ko ste se pogovarjali, da podjetja ne, v bistvu, ne? Zdaj se je začelo to, mislim, da je bilo pred 3 tedni v Ameriki, da so ta velika podjetja, ali pa res začetek, ne? En primer je Tesla, ne? Ki je v bistvu del svoje bilance iz Fiata pretopil v Bitcoin, ne? Glede na vse, kar so se pogovarjala s tem sproščanjem kvantitativnim in novim denarjem in spodbujanjem gospodarstva, ne, denar zgublja vrednost, podjetja ne vejo več, kam investirati. Ne. A misliš, da je to en trend, ki se bo dogajal pogosteje? Ne? Se pravi, da bojo podjetja, recimo ta moj prijatelj, ne, ki sem ga omenil, da bo enostavno videl, da se mu ne splača, itek se mu ne splača denarja držati na banki, ne? Tukaj je še pol inflacija zraven, ki sploh še ni všteta noter, ne? Nima nekih konkretnih investicij, ne? In dati v alternativno, recimo v alternativni hranilec vrednosti. Ne? Kako ti to vidiš, to, kar je Tesla naredila, recimo? Mislim, pri Tesli sem še vedno prepričan, da je bil to bolj kot marketinški stunt. Musk je znan po tem, ne? Konc koncev on je takrat izstrelil model 3 v vesolje. Če bil je za investitor v Teslo, tle je tako malo. Oni še vedno dejansko tudi delajo programirano zgubo, bolj kot ne. Tako da zakaj troši denar, ki ga dvigne na borzi, s prodajo delnic? Mislim, se tlega ni potrošil, ampak recimo, jaz kot delničar nisem Teslin delničar, disclaimer, ampak jaz kot delničar bi tako rekel, da jaz nisem zdaj kupil zato, da ti se šel finančne naložbe ali pa alternativne naložbe, sem zato, ker ti, delaš avtomobile in jaz verjamem v to, da ti dela avtomobile, tako da ne porab ta denar, da delaš avtomobile, ne mi ga zdaj se iti finančne transakcije, take ali onake, ampak ajde, recimo, da ima to neko vrednost, prek, ker to je bilo ne glede pospremljeno tudi s tem, da bomo sprejemali za naše avtomobile tudi plačila v bitcoinih in tako naprej. In je bila ena taka zelo marketinška poteza, ki je morda pol tudi ustvarila vrednost. Ampak ni Tesla tipično tisto podjetje, za katerega pričakoval, da bo nalagal viške denarja. Sem čisto preveril, zdaj recimo v zadnjem finančnem poročilu, recimo Apple ima 70 milijard denarja in denarnih ustreznikov. Alphabet, se pravi Google Parent Company, 120 milijard. Mislim, zdaj, če bi se te odločili, da bo 10% od tega dali na kriptotrge, to naredijo kar velika premika. No, zdaj smo mi dva, 2021, Bitcoin je star 10 let, začel se je s tem, da je ta, ne vem, če poznaš podjetje MicroStrategy, Michael Saylor, on je tak, lahko rečemo v tem smislu pionir bil, tega, da podjetje, denar, ki mu stoji, ko ima neke rezerve, da v Bitcoin, pol je sledil Square, to je od Jack Dorseyja podjetje, CEO Twitterja. In zdaj, če to, kar si zdaj sam mal nakazal, imajo ogromne rezerve, denarne, in zdaj, če ta moja teza drži, denar zgublja vrednost, zelo sigurno, pa zelo počasi,
vsako leto, ne? Rekla so 2%, mogoče lahko to malo dvigneva na 5 do 10. Ne? Če bojo videli to kot neko bolj varno stvar, ne? Na dolgi rok, se mi zdi, da lahko rečemo, ko bomo gledali za nazaj, da je bilo zelo, zelo, zelo zgodaj zdaj, ne? To leto. Dobro, če se čist malo dotaknemo, tisti denar zgublja vrednost, ne? Ampak sej večina našega premoženja ni v tem, da sedimo tam na kupu denarja, ne? Ali je to Fiat ali zlato ali karkoli. Sej večina našega premoženja je v stvareh, ki se tudi dražijo. Ne? Dobro, vsaj nepremičnina, ne? Bolj ko ne drži vrednost. Ne? Zdaj, večina ne vem, če je večina. Ne vem, če je večina. Ne. Moj mehurčak, recimo. Imate nepremičnine. V mojem mehurčku verjetno je to tako, ne, da večji del premoženja, ne, več kot polovica najbrž je v nepremičnini, ne, pol pa v kakšnih ostalih naložbah in tako naprej. Zdaj, jasno, inflacija običajno ne, tudi vpliva, mislim, je vgrajena v rast cen vrednostnih papirjev. Ne. Dosti eksplicitno običajno v dolžniške vrednostne papirje, nekoliko bolj implicitno v lastniške. Ne. Inflacija je vgrajena v investicijske odločitve podjetij, ne, ki so ne nazadnje pol podlaga za to, kam bojo šle cene delnic tega podjetja. Ne. Tako da vse draži. Ne. Tako da ni zdaj tako, ne, da bomo zdaj zaradi inflacije vsi izgubljali. Ne. Tudi naše plače, recimo, ne, ko greš ti skozi življenjski cikel, ne, običajno rastejo. Ne. Redko kdo se pol odloči, ne, da pa počel nekaj za dušo. Ne. Razen če priješ neko točko, ko si rečeš, kaj sem pa finančno neodvisen, zdaj pa sam še za dušo delal. Fajn, če priješ na isto točko. Ampak, če se malo vrnemo na to naložbe podjetje, ne, če ste podjetje, ki ni finančno podjetje, pa ne bomo zdaj Tesla. Apple. Namesto, da se gre Apple te naložbe, če ima vse investicije, ki jih rabi, ne, v proizvodne kapacitete, ne, za telefone, pa tablice, pa računalnike in to. In ne želi delati investicij. Ne. Ja, pa izplačaj to delničarjem, pa ne oni kupijo bitcoine s tem, ne, če si to želijo. Ne. Zakaj bi to podjetje počelo namesto delničarjev? Ne. Jaz hitro najdem razlog, zakaj. Ne. Se pravi, zdaj smo mi dva, recimo, da smo na poziciji Tim Cooka, ali pa boarda na Apple. Oni imajo dejansko, recimo, zdaj potiho začnejo kupovati Bitcoin, se pravi 5% svojih teh denarnih rezerv pretopijo v Bitcoin, ali pa 10%. Potem pa z novim iPhonom lansirajo wallet za Bitcoin, ki je ugrajen, se pravi hardware wallet na iPhonu. Ne? In s tem so naredili po moje več denarja oziroma več dodatne presežne monetarne energije, kakor so naredili za prodajo iPhonov. Ja, recimo, ne? Tle se lahko strinjava. Ja. Ker jaz nimam dvoma, da razmišljajo o tem, kar sem zdaj povedal, ker ni toliko genialna stvar. Ne? Ampak ja, če se to začne, ne, pa jaz to vidim kot neke domine, ne, kjer zelo podobno je piramidi. Ne. Prvi moraš biti noter. Ne. Prvi moraš biti noter kot podjetje, ker zadnji, ki si, manj boš imel v tem ciklu adoptiona, ne bi rekel profita, ampak presežka. Ne. Ja, pa to ne bi bilo nekaj, kar bi bilo zelo presenetljivo za firmo, kot je Apple, ne, da bi kaj tazga naredila. Ne. Jaz tudi mislim, da ne. Tle se pa lahko strinjava. Ja. Kakšna misliš, da je, še zadnje vprašanje, kakšna misliš, da je možnost, če greva res v prihodnost, pa malo zafilozofirava, da centralne banke Bitcoin se prav sprejmejo kot rezervno valuto? Ali pa da je Bitcoin svetovna rezervna valuta, kot je zdaj dolar? Prav zares temu ne pripisujem kakšne zelo velike verjetnosti, vsaj v nekem relativno doglednem času. Mrzkatera valuta je že imela dejansko ambicijo, ne, zdaj valuta kot taka, ampak bile so te ambicije, ne, recimo
evro je še vedno manj, si strašno želi tega, ampak izpodriniti ameriški dolar je strahotno težko. Razlogov za to je več. En od velikih razlogov je to, da je večina svetovne trgovine recimo denominirana v ameriškem dolarju. Je to res splošno sprejemljivo, povsod, zdaj kamorkoli prideš, ne? Razen, če se znajdemo spet v naši džungli v Papui Novi Gvineji med ljužerci, tam mogoče z dolarjem, ne veš kaj veliko pravo, ampak povsod drugot, pa je dolar kar fajn. In pač tudi to vejo, tudi centralne banke, zato je večina tega. Tudi tradicija je zelo dolga, da dolar je do 1970, se pravi 50 let nazaj, ampak do takrat recimo je ohranjal zlati standard. Se pravi, karkoli si imel v dolarjih, je bilo posredno zamenljivo za zlato. 1:1. Tako da bo potreboval še nekaj desetletij Bitcoin, da bi postal nekaj podobnega. Zdaj, kaj se bo pa v tem času dogajalo, bomo pa videli. Ampak do leta 2030 jaz ne vidim tega. 20 smo že, v tem desetletju. 2030, ja. Aha. Ja, sem mislil tako 30 let, 40, 50. Super, Marko, ful ti hvala za tale pogovor, jaz sem užival. Ja, z veseljem. Tako da upam, da se še kdaj srečamo, mogoče v večji zasedbi, pa malo predebatiramo. Tako da ful ti hvala. No, prosim.